Čau, čau. Živ. Na avtocesti on the road V again. Sloveniji. Okay. Kaj sem vam mislila povedati je, da ta teden je bil tak pester in toliko stvari sem mogla narediti, da takih transformirajočih, da dejansko nisem imela časa pisati svoj priročnik in vaditi in te vaje izvajati. In dejansko sem začela opažati, moja energija je začela padati. Hitro so prišle vne sniki, kot nepodpirajoče. Samogovori so bili in sem rekla, kaj se mi dogaja? Kaj se dogaja, da imam take čudne, ko sem mislila, da sem jih že izkoreninila. Pa sem recimo dobila par računov, ki so me čisti sterli, sploh nisem tega pričakovala. In pa sem se vprašala, kaj se dogaja. In sem se včeraj usedla, pogledala, sem res, cel teden nisem delala jutranje rutine. In mi je bilo, got it. In danes jutro sem spet hitro to, pač gremo na pot, spet na izobraževanje za cel vikend. In hitro pakirje, hitro otroke, hitro. In se spet pala energija in avtomatsko sem se spomnila, in to je tudi za vas dobro, avtomatsko grete lahko v hvaležnost. In ko začneš stvari govoriti, za katere si hvaležen, je v bistvu ful lažje in se hitreje obrneš v pozitivno. In dejansko ta cel teden, edina stvar, ki mi je ratala delati, je bila jutro, ko sem odprla oči, da sem se zahvalila za svoje življenje, za vse, kar imam, za moje otročke, moža in pač za vse, kar mi ratuje. Dejansko to je bila edina stvar, ki mi je ta teden ratala in sem res videla, da če še tega ne bi imela, moje bi bil ta teden čisto drugačen in bolj negativnih vibracij. Sem začela opaževati že tiste ego, monkeys in my head in za hvaležnostjo sem malo rešila, da sem takoj popravila. Danes jutro sem tudi slaba in ko sem začela v avtu že razlagati, kaj sem hvaležna, pa sem si dala muziko, ki nas je spomnila na take transformirajoče, pozitivne stvari. Super, odlično. Jutra in zvečer hvaležnost je najboljše orodje, ki ga imamo. To je to. Htela sem povedati tudi to, da se meni tudi zgodi, in da pozabim napisati, ampak dejansko sama sebi dokazujem, da če tega ne izpolnjujem, da mi res dan je malo drugačen, ko pa če izpolnim, se naspediram, zvignem energije, grem ustvarjati, si vizualiziram, tako da priporočam vam, tudi če sem zdaj res master bila, da sem to napisala, da sem to dojela, je treba res vsak dan delati na sebi. To je to, ni druge. Ni bližnic, ni vsega, če češ biti skozi srečen, skozi pozitivno ravnan in delati dobre stvari, moraš biti enostavno, moraš delati to na sebi vsak dan. Zigler je dobro rekel, da dvigalo do uspeha je pokvarjeno, je pa odprto stopnišče. V stopnicah ena stopnica, detajl. Kaj še takega. In pol pa dejansko, ko vidiš, ko se ti vizualiziraš, pa nekaj zaželiš, in dejansko se ti začne to kolesje obračati, je noro dobro, ko te presenetijo stvari, ko se ti začnejo dogajati, kar si želel. In takrat, prosim, takrat ne biti freak out, ne se ustrašiti. Takrat sem reči, to je moj novi standard, ko sem vesela, awesome, amazing, hvaležna za to, Ker če se boš stavil takrat, če boš mi freak out, bo šlo. In bo rekel univerz, tega nočeš, to smo te se prestrašili, ne bomo tega delali. In en tak primer je bil z Damirjev zdaj, kaj ne Damir? Itak. Si je želel nekaj lepega. Veš, na solze mu grejo takoj na oči, Kaj si boš rekel? Ti moj new standard, In to te tako zna presenetiti, da se ti zna to v sekundi to vidiš, ti pride bližje, res na pot, da to je noro, kaj ti afirmacije in kaj vizualizacija začne delati, ko se ti začne celo vesolje
dogajati zate, ne. Jaz vem, da življenje, jaz sem skozi mislila, da življenje se je dogajalo zame, do moje depresije, dejansko mojega reseta, se dejansko sem skozi mislila, kaj se to meni dogaja, življenje se dogaja. Ne. Ampak zdaj vem, da življenje se dogaja not to me, but for me. Življenje se dogaja zame, ne meni, ampak zame. Dejansko vse, kar si mislimo, ustvarjamo. To si zapomnite, vi ste kreatorji svojega življenja, kot pravi tudi Ana Bučevič, ko-kreatorji in ja, ustvarjati in ne se ustrašiti. In res ni meja, če so seveda pozitivne stvari, ok? Pozitivno, mišljeno. Res življenje se začne bolj na take obrate odvijati, da res meni se še posebej rola že zadnja 2 meseca, je to celo ne dohajam sama sabo in je noro dobro. Prej bi se to strašila, zdaj mi je pa to je moj novi standard, se mi dogaja, tako da drug teden vam bom kaj povedala iz Dubaja, ker grem v Dubaj. Pred 2 meseci si sploh ne bi rekla, da to sploh možno, da je to sploh dosegljivo zame, ampak začela še enkrat te stvari vizualizirati, ko je bilo to dejansko na mojem vision boardu, da grem tam, se stvari poklopijo, tap, pride to in potem sem vprašanje na tebi. Kot sem rekla, kaj je sreča? Sreča je spoj pripravljenosti in priložnosti. Se pravi, ko pride priložnost, da si ti pripravljen na njo, jo vidiš, zagrabiš in narediš in to je to. In to je bolj uspeh. Uspeh, kaj si želiš, dosežeš. Dajte res vsakemu dnevu priložnost, da bo najlepši dan v tvojem življenju, kajti res je nedoživet dan. Tega dneva nisi še doživel, hvala Bogu, ne, da ni kot na daljinski film, da si ga podvajaš. Ampak res je, nedoživet dan, nekaj novega, vsak dan lahko nekaj naredimo, nekaj novega in vsak dan se nam lahko življenje za pikico boljše spremeni. Tako da ja. Sama sebi je tudi moj opomnik to, da res moram delati tudi sama preročnik in ni druge. Če ćemo imeti vse, kar si želimo, če ćemo imeti vse, kar doseči, kar imamo v vision boardih, če ćemo biti boljši vsak dan in da nismo v negativnih vibracijah, moramo delati vsak dan. Ja, še ti kaj povedal? Vision board, ful pomembno. Če si na terenu